tudi za raka prostate velja tako kot za ostala resna obolenja. Prej, ko je bolezen odkrita, prej, ko je postavljena diagnoza, večje so možnosti za uspešno zdravljenje obolelih. V kakšni fazi v povprečju pri nas odkrivamo to bolezen? Zdaj, odkar se je v diagnostične metode vpletla preiskava krvi na PSA, veliko večino bolnikov odkrijemo z rakom na prostati, ki je lokalen. Če gledamo 30 let nazaj, ko PSA še ni bilo, so bolniki praviloma prihajali s simptomi, kar pomeni, da so imeli metastaze. Ko se je ta PSA uveljavil, pa se je ta odstotek teh zamujenih rakov zelo znižal, tako da v današnjem času večino teh bolnikov, torej pomeni 90%, odkrijemo, ko je bolezen omejena še na prostato. Kako pa je danes glede te preiskave PSA? Dolgo časa so jo spremljala deljena mnenja, tudi zaradi domnevno oziroma lažno pozitivnih rezultatov. Verjetno so danes tu stvari precej bolj jasne. Načeloma še vedno niso povsem jasne. Mi urologi si še vedno nismo, oziroma neka znanstvena javnost srednja ni prišla do zaključkov, da bi neko usmerjeno presejanje v bistvu izboljšalo preživetje tega raka. Tako da zdaj trenutno se poslužujemo tako imenovanega oportunističnega presejanja, to pomeni, če si bolnik zaželi, opravi ta test oziroma če mi posumimo na raka, potem ga napotimo na to preiskavo. Zakaj? V bistvu je rak prostate najpogostejši rak in po nekih študijah naj bi zelo visok odstotek bolnikov imelo raka na prostati, vendar zaradi tega na nek način niso ogroženi življenjsko. Obstajajo namreč latentne oblike raka, s katerimi v bistvu bolnik živi in ga v bistvu niti ni treba zdraviti, ker kasneje umre zaradi drugih vzrokov. Tako da ključno vprašanje, ki si ga postavljamo, je, kako odkriti te agresivne oblike že prej, torej nekje po 50. letu, in PSA probamo kombinirati tudi z drugimi preiskavami, kot je recimo magnetna resonanca, urinski testi, tako da dobimo nek vpogled, kje je smiselno potem to preiskavo tudi narediti. Kakšna pa je zbolevnost slovenskih moških za tem rakom? Kolikšen je v povprečju priliv obolelih na leto? Kot vemo, je to najpogostejši rak pri moških, tako v Sloveniji kot drugje v razvitem svetu, in jih odkrijemo tam nekje 1600 na leto. Zdaj incidenca raste tam nekje 2% na leto, torej je pričakovati, da bo teh rakov več, predvsem zaradi staranja prebivalstva, večje diagnostike in tako naprej. Zdaj smrtnost pa je nekje 400 na leto bolnikov umre. To ne pomeni, da od teh 1600 jih umre 400, ampak da mi moramo vedeti, da je med nami v Sloveniji nekje 15.000 teh bolnikov, torej med 15.000 jih nekje na leto potem umre 400. Tukaj je pomembno vedeti to, da če najdemo raka v tej lokalni, torej začetni obliki, je preživetje več kot 95%, 5-letno. Če pa bolezen napreduje, je pa ta odstotek precej nižji, tam nekaj manj kot 30%. V tem mesecu, poimenovanem tudi mesec november, se še bolj izrazito kot sicer odvija ozaveščanje moških, naj vendarle
tudi sami bolje poskrbijo za svoje zdravje, za preventivo, za zgodnje odkrivanje bolezni. Kaj jim kot zdravnik polagate na srce? Predvsem bi jih rad opozoril, da ni samo PSA. Potrebno je poskrbeti tudi za to, da opraviš ultrazvok trebuha preventivno na nekaj let, s tem lahko odkriješ tudi kakšne druge rake. Potem so razni presejalni programi, kolonoskopija, teh presejalnih programov naj se držijo. Torej ni samo zdaj rak prostate tista stvar, na katero so pozorni, ampak so lahko tudi drugi raki. Predvsem je pa pomembno, da probajo živeti čim bolj zdravo, da se gibajo, da nekako uživajo uravnoteženo hrano, izogibajo alkoholu, prekomernemu kajenju, tako da s tem bojo lahko največ naredili za svoje zdravje. Seveda neka preventiva je pomembna, treba se je tudi zavedati, kaj za sabo potegne pozitiven test PSA-ja. Tako da ni zdaj potrebno nekih starejših ljudi na vsak način pošiljati na teste, ampak te mlajši, bom rekel 50-60 let stari, pa če karkoli čutijo ali pa jih skrbi, ali pa če so imeli koga v družini, ki je zbolel za rakom na prostati, je pa smiselno, da si opravijo pregled krvi.